Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje, prav lepo pozdravljeni na Študijskem centru za narodno spravo. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da danes gostimo cenjenega kolega dr. Željka Oseta, slovenskega zgodovinarja, nekdanjega direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve. V bistvu če se ne motim, še preden je sprejel to vlogo, je izšel udbovski učbenik, osnovni tečaj strogo zaupno. Sicer za predstavitev smo se dogovarjali že tudi v lanskem letu, ampak splet različnih okoliščin. Kakorkoli, zelo sem vesel, da nam bo danes predstavil svoje delo in hkrati mu tudi čestitam za novo zaposlitev v Mednarodni akademiji. Pripričan sem, da bomo danes slišali marsikaj novega v delovanju tajne policije. Kolega Oset, lepo prosim. Spoštovani, najlepša hvala za prijazno predstavitev in tudi vsem vam, da ste se udeležili te predstavitve knjige. Dokumente povezane v en sklop, ki so predstavljeni v knjigi Udbovski učbenik, osnovni tečaj, sem našel pred dobrimi 10 leti, ko sem sistematično pregledoval gradivo povezano s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Ampak nikoli ni bilo časa, da bi te zelo slabo vidljive mikrofilme pregledal in prepisal. Čas za to sem si vzel šele marca 2020, ko so bili arhivi zaprti. Takrat je bil tudi en takšen poseben čas, ko se ni vedelo, kako se bo razvijalo naše življenje, koliko časa bo treba čakati na odprtje arhivov. Jaz pa sem se želel zaposliti z enim takšnim kreativnim delom, zato sem dobrih 9 mesecev prepisoval mikrofilme in potem naslednje leto, junija 2021, sem izdal Udbovski učbenik. Gre za gradivo, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije, v fondu AS 1931, je javno dostopno, ker noter ni občutljivih osebnih podatkov. Tudi imen je zelo malo, nastopajo recimo Josip Broz Tito, Stalin in Lenin. Morda ob tem omenim, da je letnica smrti Lenina navedena napačno, kar pomeni, da tisti, ki je to zapisoval, morda ni imel najbolj poglobljenega znanja o svetovni zgodovini. Pa tudi nasplošno velja, da ta udbovski učbenik je napisan v enem takšnem jeziku, ki je težko razumljiv današnjemu bralcu. Gre za mešanico ruščine, srbščine in slovenščine. Najverjetneje je ta učbenik nastal po eni strani zaradi želja vodstva Udbe in seveda komunistične partije, da se izboljšajo kompetence slovenskih udbovskih agentov. Po drugi strani pa se pripravi gradivo, ki bo vsem udbovskim agentom razumljivo. Pomemben del udbovskih agentov, tisti, ki so prihajali s Primorske, namreč je zelo slabo znal srbsko in zato so se odločili za ta prevod. Ta učbenik pa je nastal glede na podatke navedene v besedilu tam v letu 1947, vsekakor pa pred informbirojevsko zaostritvijo spomladi leta 1948. V učbeniku so prikazani pristopi in tehnologija Udbe iz tega začetnega obdobja in ko je bila Udba mišljena kot tista
prva linija obrambe novega režima, ko so torej s pomočjo agenturnih ukrepov spremljali tako imenovane antinarodne elemente in so torej jih spremljali, poskušali diferencirati, torej notranje oslabiti in potem tudi pripraviti osnovo za kazensko ukrepanje s ciljem seveda njihovega onemogočenja. In ta prva dva pristopa sta kombinirana, se uporabljata sočasno, potem ko je pa režim zaznal, da je bolj trn, pa se povečuje obseg administrativnih in političnih ukrepov, to pa nekako se sklada z notranjo udbovsko oceno tam iz sred 50-ih let, da protirevolucija ni več mogoča. Da torej so tako imenovani notranji sovražnik je tako oslabljen, da ne predstavlja več resne nevarnosti. Na drugi strani pa slovenska emigracija je začela popuščati in tudi zmanjšuje se torej podpora predvsem Združenih držav Amerike. To se sklada s podpisom Blejskega sporazuma, ki ga je podpisala Jugoslavija z Grčijo in Turčijo in torej tudi pomeni, je treba upoštevati to mednarodno okoliščino. Operativni cilj UDBE je torej bil izgradnja obveščevalne službe, ki bo imela celovit pregled in bo sposobna nadzorovati celotno prebivalstvo. V prvi vrsti, seveda v tej zgodnji dobi, je njen cilj nadzor 4 ciljnih skupin, torej podeželja kot celote, inteligence, cerkve in mladih. In zato so želeli tudi promovirati UDBO kot neko resno organizacijo, in UDBovca kot pravičnega ljudskega borca. In s tem nekako se navezati na ta lik partizana, ki se je gradil med drugo svetovno vojno in takoj po drugi svetovni vojni. In se torej gradi ta arhetip tajnega agenta in se pri tem tudi sklicuje na Sovjetsko zvezo, kako so to speljali v Sovjetski zvezi. Čeprav pozneje ugotavljajo, da so morda v tej začetni fazi preveč sledili sovjetskemu zgledu, da je vendarle kultura v Sovjetski zvezi drugačna in da se je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram, ampak so vsem za dobro mero zelo radi citira Feliksa Dzeržinskega, ustanovitelja Čeke, iz katere se potem razvije torej prva tajna policija, ki potem danes z nekimi metamorfozami še danes v določenem delu obstaja. Torej, od UDBovca so pričakovali, da bo resen, da bo zagnan, da bo vztrajno gradil agenturo in se vključil v ljudske mase, ampak da bo v teh ljudskih masah vključen zato, da bo lahko obdeloval te ljudi in da bo lahko posredoval podatke naprej, da bo potem lahko v končni fazi komunistična partija odločila, kako nadalje postopati. Torej, cilj tega je vzpostaviti agenturo, celoten pregled nad domnevnimi nasprotniki režima, torej oblikovati kartoteko, potem zbrati informacije v okviru posameznega procesa, izpeljati zasledovanje, poslužiti se tehnike prestreganja in kopiranja korespondence, tudi samo tehnično izvedbo izpeljati v okviru tako imenovanih operacij in na koncu zasliševanje, torej tisti finalni del. Kot vidite, je večina teh pristopov namenjena zbiranju. Šele na koncu
pride ta operativni del, ki pa potem poteka v skladu z drugimi organi, predvsem tožilstvom in sodstvom, kjer vsaj v tej začetni fazi udbovski agenti odigrajo izjemno pomembno vlogo. Torej pišejo obtožnice in potem tudi poskrbijo za pravilno tolmačenje obtožnic na sodišču in tudi po potrebi se pogovorijo in osebno predstavijo pravne argumente sodnikov. Torej, agentura je tista srčika udbovskega pristopa in tukaj v tem učbeniku poudarjajo, da se udbovski pristop bistveno razlikuje od kapitalističnega pristopa, da tukaj udba računa predvsem na poštenost, kremovitost prebivalstva in da torej ne podkupujejo informatorjev, kot dela to zahodna kapitalistična obveščevalna služba. Ampak to je popoln nesmisel, zato ker v nadaljnjih poglavjih pa ravno to piše, da je potrebno, če ne gre drugače, informatorje pridobiti z denarjem in potem od njih zahtevati podpis, prejem honorarja in šele na to podpis izjave o sodelovanju. Agentura ima več oblik. Najbolj poznan je agent, torej klasičen udbovski agent. Rezident je človek, ki je nekako med agentom in informatorjem, ampak so sčasoma ugotovili, da se tukaj preveč informacij izgubi, torej ker so zapisovali informacije in potem vsakim prenosom se je nekaj izgubilo. Zato so sčasoma to poenostavili in je agent v bistvu imel tako po domače rečeno na špagi v svoji mreži neposredni stik z informatorji. Informatorji so pa osebe, ki jih danes bolj poznamo kot sodelavci. Dejansko so pa to informatorji. Obstaja več vrst agentov, torej agent notranjik, torej agent, ki se je uspel vključiti v notranjo sredino protiljudskih elementov. Potem je ta potovalni agent, ki se praviloma uporablja kot oblika nadzora, torej kot ta druga varnostna mreža. Potem je agent verbovšik, to v začetku je bilo zelo razdeljeno, ampak so v Sloveniji ugotovili, da je bolje, če naloge agenta verbovšika, ki torej izvaja pridobivanje sodelavcev, zaupajo neposredno agentu. In potem še pa agent veznik, ki povezuje pa različne operacije, torej usklajuje razmere na terenu. Je pa ob tem treba povedati, da je ta učbenik nastal torej za sovjetske razmere, predvsem za veliko mesto, kot je Moskva, Sankt Peterburg, takrat Leningrad. In se potem to prenese v jugoslovanske razmere, kjer je spet to zamišljeno za Beograd ali pa za Zagreb, torej za večje urbane sredine. V Sloveniji pa pač Ljubljana po drugi svetovni vojni imela 85,000 prebivalcev in je torej majhna sredina. Izven Ljubljane je še Maribor, Celje, ampak to so tako majhne urbane sredine, da je težko bilo vse te napotke v udbovskem učbeniku prenesti v realnost. Tako da se je sčasoma v sami praksi to malo spremenilo. In tudi, če gledamo te udbovske dokumente, je 2/3 aktivnosti v Ljubljani. Izven Ljubljane je ta obmejni pas in cerkev. In v času tako imenovanih band še tista območja, ampak spet ob meji, v času izvedbe zemljiške reforme pa še pač na prizadetih območjih. Sicer pa pač bolj ali manj se ta agenturna mreža
vzpostavila v Ljubljani. Tukaj so navedene naloge agenta, torej prvotna naloga je bila spoznati, popisati udeležence, spoznati notranjo dinamiko, programe, cilje, spoznati tehnike potalnega delovanja, uporabo tehničnih sredstev, odkrivanje zvez in torej tudi v primeru, da pa so želeli pospešiti tempo, pa je agent dobil nalogo, da v bistvu kompromitira enega sodelavca ali pač torej pospešiti notranjo dinamiko do te mere, da ima UDBA ali policija uraden razlog za posredovanje v takšni sredini. In potem v primeru izrednih razmer, predvsem ko je prišlo do upada na jugoslovansko ozemlje, takrat so pa pač tudi je bila naloga agenta, da prepreči takšne upade in takoj alarmira nadrejene, da se speljejo ustrezni postopki. Tukaj je ta mestna stopnja, kot sem prej povedal, to so tako imenovani rezidenti. Aktualni so predvsem takoj neposredno po drugi svetovni vojni, ko UDBA še ni imela dovolj svojih agentov in so imenovali tako imenovane patriotične ljudi, torej ljudi, ki so podpirali torej narodnoosvobodilni boj, ki so se takoj po vojni vključili v OF, nekateri tudi so z vidika partije bili njihovi nasprotniki in zato so od njih zahtevali različne informacije. In ti, kot so recimo učitelji, odborniki, finančni uradniki, predvsem javni uslužbenci, tisti, ki so bili torej odvisni od dobre volje oblasti ali pa so odigrali zelo pomembno vlogo v procesih recimo kolektivizacije. Takrat so torej ti posredovali podatke naprej. Seveda, ti agenti so torej povezani v mreže in tukaj so ti 4 ključni objekti, ki sem jih že prej navedel. Najbolj nevarni z vidika UDBE so bili inteligenti, zato ker imajo to prednost, da se lahko hitro premislijo in se skrijo, medtem ko duhovniki se ne morejo in so se tam postavili. Medtem ko pa inteligenti lahko tudi s premetenim govorom se hitro vključijo v novo organizacijo in tudi z vidika UDBE predstavljajo možnost tako imenovanega vdora, torej tako imenovane provale v samo organizacijo in potem izdaje notranjih informacij, predvsem pa tehnike naprej. Največji strah je bil, da bodo to posredovali tujim obveščevalnim službam. Poseben problem predstavlja vas, kjer so ocenjevali, da gre za zelo močnega povezanega nasprotnika, ki v bistvu ne bo sprejel politik nove oblasti in da tudi diferenciacija ne bo dosegla ne bo dosegla pričakovanega učinka, kot recimo v primeru katoliške cerkve. Posebno pozornost pa so tudi posvečali mladini, ker so se bali, da bo v bistvu mladina v rokah tako imenovanih protiljudskih elementov in da dokler bodo imeli vpliv na mladino, bodo lahko uspešno delovali. In zato so mladini posvečali izjemno pozornost, ne samo UDBA, pa rečemo UDBA še v najmanjšem delu, bolj sama oblast v okviru tako imenovanih teh počitniških fiskulturnih aktivnosti, tudi samih delovnih akcij, kolonij, tako da se vzpostavi ta proces vzgoje
novega tipa mladinca, ki gradi socializem in je pravi patriot. Torej na vasi, kot sem že rekel, se ta proces začne malo počasneje kot v mestu, predvsem je to povezano tam z letom 46-47, ko se začne priprave na zemljiško reformo, ko ima torej še cerkev tudi pomemben vpliv na lokalno prebivalstvo in so zaznali po njihovem primere antinarodnega delovanja, torej slab uspeh volitev, torej niso dobili 100% ali pa 105%, če se malo pošalim. In se tudi pojavljajo primeri band, torej vdorov, predvsem to velja za Slovenske Gorice, tam je ta problem posebej aktualen. Na drugih območjih pa je v bistvu to bolj odziv, oblika nasprotovanja zemljiški reformi. Kot prej sem že omenil, pri inteligenci so zamerili, da je kolebljiva, neodločena, ampak so se po drugi strani zavedali, da je pa nujno potrebna za izvedbo socialistične izgradnje, da torej brez tehnične inteligence ne bo šlo in se tudi pri inteligenci ta proces vzpostavljanja mreže začne sorazmerno počasi. In so torej drugi ukrepi preizvedeni, kot je recimo kadrovanje, še na to v drugem in tretjem koraku pa se začne vzpostavljati. Torej, mreža recimo na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je ta mreža vzpostavljena konec leta 51-52, na univerzi bila seveda že prej 45-46, ampak to se tesno prekriva recimo na univerzi za samo organizacijo OF in tako imenovanim patriotičnim posredovanjem informacij naprej. Pri inteligenci so se tudi bali, da bo organizirala odpor proti novi oblasti, predvsem odvetniki. Torej so odvetnike zelo visoko cenili. Tu se tudi pokaže ta predstava, da so odvetniki ključni nosilci te slovenske narodne državotvorne ideje že iz 19. stoletja, da so vsi politik bolj manj šli iz teh odvetniških krogov, kar ni čisto res, so imeli pa odvetniki vsekakor izjemen vpliv tudi na podeželju. Posebno so verske skupnosti, tukaj je narejeno za celotno Jugoslavijo, pravoslavna veroizpoved, katoliška cerkev in seveda sekte. Če bi tako rangiral, so najbolj brutalno obračunali s sektami, predvsem zato, ker so se bali, da so to ljudje, ki niso konformistično ravnani in so sposobni živeti izven sistema in kot takšni predstavljajo največjo težavo. Znotraj katoliške cerkve so se pa najbolj bali samostanskih redov in tudi tam je opazno posebej takšno ostro nastopanje. To še posebej velja proti jezuitom. Kakšen drug red je bil manj na udar, kot so recimo frančiškani. In znotraj cerkve so želeli izvesti tako imenovano diferenciacijo, torej vnesti notranji razdor med tistimi duhovniki, ki so recimo vsaj načelno podpirali boj proti okupatorju, so tudi nekateri simpatizirali z OEF in so pač želeli izpeljati to revolucijo od spodaj navzgor in torej vnašati nemir. Ob tem pa so seveda izvajali še druge aktivnosti, kot je recimo masovno zapiranje, pač onemogočanje, vračanje duhovnikov na svoja mesta, davčna politika, zemljiška reforma in tako dalje.
Znotraj mladine pa bi morda še izpostavil to, da so citirali Trotskega, ki je menil, da je mladina barometer partije. Torej, kar se dogaja znotraj mladine, to bo pač jutrišnja realnost, zato je treba z mladino zelo resno delati in tudi preprečevati njihovo povezovanje izven teh organiziranih masovnih organizacij, torej preprečiti vpliv cerkve, tudi profesorjev, in posledično se je zelo zmanjšal ugled profesorjev. In torej profesorji morajo nekako tekmovati s temi novimi organizacijami, kot so pionirska, mladinska organizacija in posledično, vsaj tako bi lahko rekel za mariborsko klasično gimnazijo, se izjemno poslabša sama disciplina na šoli. Tukaj kot zanimivost bi še tudi izpostavil, da so govorili o tako imenovanem nacionalnem šovinizmu, pri tem so mislili na slovensko narodno idejo in jih je zgrozilo v pogledu, kakšen ugled uživa ideja o avtonomni Sloveniji znotraj mladine, predvsem znotraj stražarjev, torej Lamberta Ehrlicha, ki je razvijal to idejo o samostojni Sloveniji. Potem bi predstavil še to vzpostavljanje agenturno-operativne mreže med mladino, torej po tem principu, kjer so aktivni, šola, univerza, študentski domovi, torej organizirane aktivnosti za mladino, torej po kartoteki antinarodnih elementov, torej koliko so mladi, pač glede na njihovo tako imenovano sociologijo, odkot so izvirali, tu je poseben seznam in potem tudi glede na pojav letakov, sovražnih napisov, torej tam, kjer se pač pojavi potreba po posredovanju. Operativno pomoč pri postavljanju mreže, kot sem že prej povedal, predstavljajo v tej neposredno povojni dobi učitelji, odborniki, torej nosilci nekih javnih pooblastil pred drugo svetovno vojno, ki si želijo mirnega nadaljevanja življenja. So pa ob tem seveda še zelo pomembne naslednje organizacije, kot so partija, OF, sindikati in tudi patrioti, torej tisti, ki pristajajo na dve bistveni lastnosti, to je nedeljivost in povezanost Jugoslavije in in kot drugi element pristajajo na vodilno vlogo komunistične partije. Torej, če so pristali na oba elementa, so velja za patriote, sicer pa so velja za protiljudske elemente. Najbolj ljudje pri UDBI govorijo o vrbovanju ljudi, torej pridobivanju sodelavcev, informatorjev UDBE, in obstajata dve tehniki. Ena je vrbovka z metodo preprečevanja, poimenovana tudi patriotična vrbovka. Druga oblika pa je na podlagi obremenilnega materiala. Ta prva je predvsem za to zgodnjo dobo, druga se pa pozneje precej razširi in nekako povsem prevlada v poznejšem obdobju. Metoda preprečevanja to pomeni, da so informatorji sprejeli nov režim in so želeli, da bi se čim prej začela ta obnova, da bi se obnovilo tudi njihovo življenje. So pa imeli velikokrat težave, te moralne težave in niso želeli podpisati izjav o sodelovanju. Zdaj se jim amoralno sporočati vesti o njihovih sorodnikih, prijateljih, partnerjih, ljubimcih, torej, ker vedno
je informator nekdo, ki ima dostop do informacij. To pa je oseba, ki je zelo blizu, ki je tesno, praviloma tudi intimno povezana s predmetom obdelave, torej z osebo, ki posebej zanima udbe. Zato so s to metodo preprečevanja želeli torej pridobiti tiste, ki niso imeli kakšnih teh moralnih zadržkov, ki so videli samo pozitivno in so uspeli to predvojno meščansko moralo potisniti na rob. Na drugi strani je pa Vrbovka na osnovi obremenilnega materiala, tukaj je pa široka paleta, ne, in od od različnih protioblastnih letakov, napisov, do čist osebnih zadev, kot je recimo istospolna usmerjenost, kakšna tatvina, zaporniški status. In pri tem so uporabili tako imenovano tehniko davljenja, torej postopnega pridobivanja, in se je lahko to začelo po prejšnjem pristopu, torej kot ta patriotska Vrbovka, in ker pač kandidat ni želel pristati na sodelovanje, se je pa potem dodajali različne elemente, ga torej prisilili v to, da bo redno dostavljal informacije, kar se da natančne informacije o svojem krogu. Znotraj pač seveda teh, predvsem po drugem pristopu, je ogromno informatorjev, ki niso bili resnicoljubni, ki so se torej pasivno upirali s posedovanjem netočnih podatkov. So pa seveda tudi določeni informatorji, ki so svoje delo opravili izjemno profesionalno, korektno, in tudi niso imeli nobene zadrege sprejeti denar, kakšno karierno napredovanje. Če morda navedem en primer, en kandidat, doktorski kandidat na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je zahteval stanovanje, dejansko stanovanjsko pravico in zagotovilo, da bo uspešno zagovarjal doktorsko dizertacijo. In so mu povedali, da pri stanovanju še lahko pomagajo, pri zagovoru pa ne, ker nimajo tako dobro izgrajene mreže na akademiji, da bi lahko prepričali korifeje ala Milan Vidmar, tudi Josip Vidmar, da pač lahko brez znanja pridobi to doktorsko čast. Je pozneje doktoriral. Večina sodelavcev je podpisala izjavo o sodelovanju, ne pa vsi. Tako da objavljeni so bili tudi, je bil tudi seznam sodelavcev, tako da jaz pač tisto, kar sem videl, mene predvsem zanimajo pač znanstveniki in tam je kar nekaj teh izjav. So pa ti elementi, torej predvsem poudarek, da informator prostovoljno sprejema predlog za sodelovanje, da se bo boril proti antinarodnim elementom, ker je tudi sam zainteresiran v borbi z reakcijo. Pozneje je ta formulacija drugačna in je pač bolj v tem pozitivnem duhu, ne, kako prispeva informator k izgradnji socializma, kako v bistvu je postal pomemben gradnik socializma. Zaveza molčečnosti in obljuba o discipliniranosti in da bo vzdrževal redne stike z operativcem. Vsak sodelavec je dobil psevdonim. Tukaj so na začetku dali predvsem takšne bolj enostavne psevdonime, zato ker prvi informatorji so bili recimo vozniki, čistilke, torej osebe, ki so imele dostop in jih agenti in jih objekti
niso prepoznali kot nevarne osebe, kot tiste, ki bodo posredovali podatke naprej. UDBA je izdelala splošne nasvete svojim agentom in so jih posebej opozarjali, da morajo biti profesionalni, da se morajo zelo dobro pripraviti na vrbovanje in na vsak sestanek z informatorjem, da morajo biti mirni, da morajo biti torej disciplinirani, torej zgled profesionalca in pokazati avtoriteto naproti informatorjem in na ta način spostaviti na nek način prijateljski odnos. Torej gre za ta znani štokholmski sindrom, ko v bistvu ena oseba uspe drugo prepričati, da je v njegovem ujetništvu, navednicah, povsem normalno stanje in da ni potrebno spreminjati. In zato v bistvu še lahko danes vidimo, da se agent in informator desetletja nazaj še danes družijo in ohranjajo stike. Torej, pri tem pridobivanju informacij so tudi bila zelo natančna navodila glede zasledovanja. Meni se zdi posebej zanimivo, kako so agente učili, kako naj zasleduje na ljubljanskem tramvaju, da je pač tramvajček majhen in da kje morajo izstopiti, kako se postaviti, kako morajo zasledovati v parih in kako v bistvu morajo poiskati tudi agentke, ne samo agentov, da se pač pretvarjajo, da so pari, da tudi po potrebi poljubijo agentko, ampak da je to vse v dobro službe s ciljem realizacije zastavljene naloge. Poseben sklop predstavljajo nasveti za pridobivanje duhovnikov. Tukaj je poseben poudarek tudi v tem, da agent ne sme zasmehovati vere, da ne sme spraševati duhovnika po spovedi, torej da v njemu na začetku ne sme sprožiti hude moralne stiske. Čeprav je bil cilj pri pridobivanju informatorjev ravno ta, torej psihološki zlom informatorja, da bo posredoval vse podatke naprej brez zadržkov. In so se tudi zavedali, da to vrstno pridobivanje sodelavcev lahko vodi v samomore, lahko tudi vodi v izdajo podatkov naprej. Zato so v bistvu priporočali postopensko dodeljevanje nalog. Najprej manj zahtevne, povsem minorne naloge, sčasoma se pa pač povečuje obseg in zahtevnost nalog dodeljenih informatorjem. Seveda, razen primerov, ko je šlo za izredne razmere in je bilo potrebno zelo hitro ukrepanje. To je v primeru tako imenovanih padov band ali pa izrazito povečane sovražnosti na omejenem lokalnem okolju. Torej, ta psihološki zlom je torej cilj in sporedno s tem poteka pa tudi ta vzgojni proces informatorja, da v bistvu začne spoznavati prednosti novega režima, da torej postane zvest gradnik socializma, da se odpove prejšnjim prepričanjem, ne pa tudi znancem, ker to je ravno njegova naloga, da torej pridobiva znance in da se zna tudi pretvarjati pred znanci. In tukaj so pa seveda še tudi določene omejitve pri pridobivanju informatorjev, teh tudi tesnih stikov med agenti in informatorji,
ker v nekaterih primerih so bili agenti in informatorji sorodstveno povezani. In je torej Slovenija je toliko majhna, da se določene mreže se prekrivajo. Nasveti so bili v učbeniku, kako preprečiti moralno stisko, ampak zgolj v delu, ki bi lahko privedel do izdaje, do tako imenovane provale, da bo torej informator izdal svoj nov status bližnjim in so zato pač priporočali v tej fazi, začetni fazi tudi en takšen prijateljski stik, prijateljsko nagovarjanje in izgradnjo na zaupanju slonečega odnosa. Za samo vzgojo informatorja, vidite, tu je bilo veliko nastopov, veliko priporočil. To vključuje tudi materialno pomoč, predvsem pa pomoč v izrednih razmerah, kot so izredni družinski dogodki, smrt, bolezen, tudi pomoč, pridobitev zdravil in takšnih stvari. Torej, da se agent prikaže kot dobrotljiv, ampak avtoritativen človek, torej predstavnik režima, ki bo poskrbel za informatorja, če bo seveda le-ta opravil svoj del naloge. Tudi poudarek je na tem, da agent mora biti resen, a ne leden, ne nervozen, dolgočasen, ne pokazati znake utrujenosti ali privatnih težkoč, materialnih ali družinskih. Nedopustno je, da operativec sprejema bilo kakšne usluge ali darove od agenta. Torej, agent je lahko priskrbel kakšno uslugo, informator pa ni smel, ker so se bali, da bo na ta način prišlo do korupcije, da bodo agenti da bodo izgubili to svojo prvotno nalogo udarne pesti oblasti, da se bodo pomehkužili in da bodo potem šli v to s ciljem šantaža, torej podkupnine, da bodo potem prilagajali tudi svoje aktivnosti. To je iz leta 1947 in za poznejše obdobje lahko vemo, da se niso povsem dosledno tega držali. Je pa res, da tudi poznejše navodila so veliko bolj razdrobljena in ne obstaja takšen učbenik, saj ne javno dostopen. Tukaj sem še pripravil skupine nasprotnikov na vasi. Imate torej te antinarodne elemente, ki so bili aktivni v politiki, v družbenem življenju, torej ti, ki so spadali v tako imenovani meščanski razred. Potem imate predstavnike cerkvenih organizacij, tako imenovani nacionalisti in avtonomisti, torej tukaj je bistveno razlikovanje. Sodelavci okupatorja, poenostavljeno represirane družine, torej tiste družine, ki so bile žrtve nasilja med vojno in še bolj po vojni, skupina poimenovana belogardisti, domobranci, ustaši in tako naprej, in lica, ki so propadla pod agrarno reformo, torej številčno najobsežnejša skupina prebivalstva, ki je bila prizadeta zaradi agrarne reforme in je torej zaradi nacionalizacije izgubila del svojega premoženja, ali pa tudi vse. Ta sklepni del v učbeniku predstavlja aretacija in hišna preiskava, in so pač bi mu posebej izpostavil morda sklop B, torej tako imenovana profilaktika, torej v primeru, da je bilo potrebno preventivno omejiti dejavnost posamezne skupine in na ta način razbiti dejavnost
posamezne skupine. Prva in tretja pa pač sta standardni del aretacij. Tukaj so še navedena navodila, kaj je posebno potrebno preiskati pri preiskavah, orožje, knjige, tistem času še zelo popularne notuse in beležke, tudi različne tajne dokumente, vse dokumente, ki so skriti v recimo bunkerjih ali v sejfih, ki so bili takrat še sorazmerno redki, tuja valuta, ker to nekako nakazuje na povezave s tujino, in ta devize so takrat neposredno po vojni razumljene kot neka oblika povezave s tujini, kar je nezaželeno, razen če ne poteka preko uradnih kanalov. In seveda tudi pisalni stroj, tiskarske barve, vse legitimacije, potne liste in tako dalje. Ta zadnji sklepni del, procesiranje protiljudskih elementov, kjer ima Udba zelo pomembno vlogo, pa bi morda posebej izpostavil ta videz zakonitosti. Da torej vse, kar Udba počne in potem sproducira, dava nadaljnji postopek v tožilstvu in na sodišče, daje videz zakonitosti. Da torej je v skladu z zakonodajo in da je vse tako, kot piše v zakonih, da pač torej nič ni bilo pridobljeno nezakonito. Je pa ob tem treba povedati, da je po drugi svetovni vojni pa že med njo prišlo do tega preobrata. Če je pred vojno veljala domneva nedolžnosti, po vojni velja domneva krivde in je torej posameznik dejansko mora dokazati, da ni kriv. Saj za to obdobje neposredno po drugi svetovni vojni. Znotraj te preiskave so še drugi elementi, kot je recimo pridobivanje strokovnih mnenj, ekspertiz, in tukaj pa v bistvu tudi ima Udba vedno možnost, da pridobljeno ekspertizo najprej pregleda in če podpre njihove argumente, je dopustna, v nasprotnem primeru se pa pač naroči nova ekspertiza, ki podpre v obtožnem predlogu navedene obtožbe. Tukaj še za konec lastnosti preiskovalca. Udba je splošno ugotavljala takoj po drugi svetovni vojni, da večino kadra je slabo izobraženega, zato bi bilo potrebno veliko delati na tem področju, predvsem zaradi tega, ker so bili objekti proučevanja zelo dobro izobraženi in so lahko skrili svoje tako imenovano protiljudsko, protinarodno ravnanje z uporabo tujk, z uporabo metafor in tako dalje. In preiskovalec tudi mora torej biti dober zasliševalec, poznati zakonodajo, torej spostaviti avtoriteto proti zaslišancu, mora se spoznati na strokovne zadeve ali pa si pridobiti strokovna mnenja, kot posameznik pa mora biti tudi vzdržljiv, potrpežljiv, ne grob, ker so se zavedali, da tudi pri zaslišanju je ključen psihološki zlom, da torej posameznik izgubi upanje na osvoboditev in da v bistvu se vda v svojo usodo. Namen predstavitve knjige je ponovadi ta, da se pove nekaj, ker potem sicer ljudje ne berejo knjig. Tako da v knjigi je še ogromno tega, je tudi zelo kompleksno napisan, nekatera področja se prekrivajo, so v koliziji, se v bistvu torej tudi so v nasprotju
kar samo dokazuje, da je bilo da je bil ta učbenik avtorsko delo večjih agentov, ki so bili na usposabljanju v Moskvi, potem med vojno in po vojni pa so to svoje znanje obogatili s prakso. Tako, hvala za pozornost. V imenu študijskega centra se dr. Željku Osetu iskreno zahvaljujem za zares zanimiv in poglobljen prikaz delovanja Udbe. Zdaj pa vabljeni mogoče še k kakšnemu komentarju, vprašanju, kar izvolite. Dobar dan, hvala vsem za udeležbo, za pozornost. Jaz bi vam rada toplo priporočila to knjigo in mimogrede povedala tudi, da sem Željka Oseta par let spodbujala, da ne vendar to naredi. In sem zelo vesela, da je to končno išlo in upam, da bo imelo nekaj bralcev. No, zdaj pa lahko to na svoj način pomen te in take knjige skušam osvetliti z nekim parmi stavki. V Angliji je to pomlad zelo odmeva ena knjiga, ki jo je napisala ena mlajša zgodovinarka. Ime je Katja Hoyer, to sem povedala bolj po slovensko, Katja Hoyer, ki je napisala zgodovino vzhodne Nemčije. Ko je vzhodna Nemčija, ko je padel Berlinski zid in ko je potem vzhodna Nemčija izginila z zemljevida, je bila stara 4-5 let in danes je v Veliki Britaniji, na Oxfordu. Skratka, gre za pogled nekoga, ki je intimno še vezan na vzhodno Nemčijo, ima pa to zahodno najboljšo izobrazbo. No, ta knjiga je doživela oziroma doživela zelo tehtne recenzije, zelo pohvalne, v glavnem pohvalne, ki jim je skupna ena zanimiva točka. Vse po vrsti, vsi recenzenti po vrsti trdijo, da smo končno dobili eno malo bolj kompleksno zgodovino vzhodne Nemčije, ki smo jo doslej poznali samo kot Stasiland. Se pravi, en svet, ki ga obvladuje politična policija in je siv in brutalen. Zdaj pa pride ena, rečemo, domačinka in nam pove še kaj drugega o tej državi. No, mene kot bivšo vzhodno Evropejko, kot Slovenko, je posebej zanimivo to, kako vzhodno Nemčijo popolnoma obvladuje ta podoba Stasija in brutalnosti, ki jo je Stasi izvajal. Za Slovenijo bi lahko rekla, da se nahaja, po vsem, kar jaz vem in čutim, na popolnoma na drugim koncu lestvice intenzivnosti zavedanja, kaj politična policija pomeni, kaj je delala in kaj se je zaradi nje dogajalo, kaj se nam je dogajalo in kakšne so posledice tega. V Sloveniji bi rekla, da je zavest o tem, oziroma da je politična policija v glavnem popolnoma nereflektirana. Seveda je mogoče najti tudi drugačne dokaze za kakšno drugačen pogled. No, jaz sem na to besedilo naletela že na mikrofilmih, na bobnih, pred davnimi časi in mi je od vsega, nisem prebrala vsega, ker je tekst v glavnem grozen in nemogoč. Ampak neki drobcev mi je skočil iz tistega bobna in me globoko pretresel. Eno je to, da je bilo gospodarjem Udbe in tega
sistema izobraževanja za to politično policijo popolnoma jasno, da povzročajo neskončno trpljenje. In sicer neskončno trpljenje v vseh informatorjih oziroma denunciantih, vsej tej mogočni mreži, ki jo poskušajo vzpostaviti. Da ljudje zelo trpijo, da doživljajo hude psihološke probleme, da razpadajo družine in da mnogi naredijo celo samomor. V malo blažjem načinu se pa zabijejo. No, to, oprostite, je zame zelo pomemben fakt o izgradnji socialistične družbe. Da ena osrednja ustanova, državna, vede uničuje ljudi. Vede, zavestno, v imenu izgradnje neke boljše družbe. Jaz mislim, da je v tem primerno in vredno kdaj kaj reči. In resno dvomim, da se v Sloveniji ljudje tega zavedajo ali sploh hočejo zavedati. Da bom pa naredila odstavek in bom povedala, verjetno mnogi med vami veste, vsi pa verjetno ne. Jaz sem se zadnje čase zelo veliko ukvarjala s temi vprašanji, ker sem pripravljala za natisk korespondenco med dr. Borisom Furlanom in njegovo hčerko. Boris Furlan, profesor, nekdanji dekan pravne fakultete, je zdaj kaznjenec, ko se začne ta korespondenca, kaznjenec na pogojnem izpustu, njegova hčerka je pa emigrantka v Ameriki in študentka. No, med vprašanji, ki so me posebej zanimala, je to, kaj se je poleg zdravstvenega, fizičnega dogajanja s Furlanom še zgodilo ob aretaciji in tem zaporu in kaj se je dogajalo z njegovo družino. In nisem se mogla izogniti podatku, da so po prihodu iz zapora okoli Furlana organizirali eno veliko, močno skupino denunciantov in da je med temi, da sta bila med temi tudi njegova dva sinova, takrat tako rekoč edina sorodnika. Moje hudo vprašanje, moralno vprašanje je bilo, a končno to povedati ali ne. In če da, kako in kakšne posledice utegne to imeti. Kot sem delno pričakovala, se je ena od hčera, enega od, mislim, sta prizadete obe hčerke, obeh dveh sinov Borisa Furlana, to se pravi dve vnukinji, in ena je sprožila proti knjigi in proti meni in eni novinarki, Vidi Petrovčič, pravo gonjo. Najprej se je pritožila na televizijo, ne nad založbo, na televizijo, kjer sem jaz na kratko spregovorila o tem, in je potem sprožila javno pismo, poslala ga naokoli, in na televiziji so končno klonili in po 4 njenih intervencijah objavili popravek, ki po moji presoji sploh ni popravek, ker ni bilo kaj popravljati, ampak dobro, pustimo to. V tem javnem pismu je gospa omenila, da sem s tem, ko sem govorila, ko sem prikimala, da sta dva sinova res ovajala svojega očeta, da sem vrgla moralno senco na njenega očeta in tudi na njo. No, ko sem mi odgovarjala, sem rekla, da verjetno res, verjetno res. Torej, to mehčanje v obliki verjetno sem dodala zato, ker se meni res zdi, da gre za moralno senco
ampak mnogim ljudem se pa ne. In o tem se nekako ne pogovarjamo, ali saj ne dovolj resno in dovolj tehtno po mojih nazorih. Ker, če bi to pomenilo moralno senco, potem se pač ne bi moglo zgoditi, da najvišje državne časti ob smrti doživi eden od šefov te politične policije. Janez Zemljarič ni predmet nikakršne moralne sence. Nasprotno, ene največjih počastitev, ali najvišje, kar jih država sploh lahko da, se mu nakloni. Zbere se častno četo, se ga z njo pospremi v grob in se izstreli salve v nebo, češ največji med največjimi odhaja. Se pravi, da veljata dva popolnoma različna kriterija morale. Kaj je moralno, kaj je častivrjedno in kaj je sramota. No, da ne bom še bolj dolga, kot sem že, opravičujem se vam, bom tukaj zaključila, ampak mislim, da bi bilo o tem zelo pomembno, kdaj še kaj reči. Hvala, Željko. Iskrena hvala za obisk in zaključujemo današnje srečanje. Hvala.